Dragi moji, tale video bo o laserski odpravi dioptrije oziroma tako imenovani PRK operaciji, ki sem jo jaz izvedla 8 dni nazaj in sedaj vidim mnogo bolje. Ja, tle boste izvedeli veliko informacij z prve roke, ker tega je ful v angleščini in nič v slovenščini in preprosto je bilo preveč informacij, da bi dala. In da vam res nisem hodila v enem drugem scary video govoriti o tem in vam rajtle 5 minut govorim o tem in kar še ne boste vedeli, me vprašajte, ker zelo rada zdaj govorim o tem. Ampak ja, upam, da najdela. Tole je bila prej moja dioptrija. Moja dioptrija ni bila tako velika kot cilindri, torej astigmatizem in tudi to se operira. In je tako slabo nekako prišlo, da jaz na 10 metrov, če ne bi vedela, da je to recimo moj fant, da bi bil v bistvu s fletu z mano, jaz ne bi vedela, da je to moj fant, a štekaš, ali pa moj znanc, prijatelj, fotor, mami, ne bi vedela. Sklepaš nekako po hoji mogoče, pa po obnašanju, ampak dejansko na cesti bi pač ne bi vedela in pa greš mem in je glupo in gadno in pa v fitnessu ne veš koga gledati, koga pozdraviti. Isto, da sem v družbi in ne berem mimi, ker je 2 metra zame že predaleč in pač ne veš, ko se nekdo počuti, kaj se dogaja v prostoru. Sovražila sem to. V glavnem, luks. Koper. Najprej vam to povem, da nam poj slučajno pozabila, če greste prek mene na operacijo, če se opogumite. Jaz nimam nič od tega, ampak vi boste dobili 250 evrski popust. Če rečeš, da si prek Alenke Trogerlič, dobiš ta popust za PRK operacijo. Zakaj je 250 evrov? Zato, ker je en izmed obsežnih pregledov pred to operacijo, en in edin, ki je plačljiv, je 250 evrov. Prek mene dobite ta pregled zastonj, ker je na celo operacijo nekih 13% zbite cene dol. In zdaj, ko se verjetno že sprašujete, na oko je drugače 890 evrov. Torej, prek mene, če imate oba uča za operirati, bi bilo 890 plus 890 in to je to. Pa pol nek denar za kapljice sem jaz skrdo zmetala, skoži nekih blizu 100 evrov za en mesec. Torej, jaz sem danes 8 dni po operaciji, danes je 8. dan. Prejšnji torek sem bila operirana. In že takole pri takih močnih lučeh snemam. Iskreno, danes me niti ne moti, ampak na začetku me je. Splošno trenutno sem ekstremno happy. Na daleč vidim jasno vidim, tako kot sem prej brez očal. Ja, tako vidim zdaj na daleč. Na blizu je še cela zmeda. Ta operacija je najbolj safe operacija, bolj je safe kot lasik, ki ga poznate in ki je najbolj priljubljen še vedno, ampak ta se dalj časa zdrav, dalj časa se stabilizira, ampak je najbolj safe. Jaz sem sovražila leče, imela sem na mesec nekih 50 evrov sam za fucking leček, sem rabila ene ful, take vlažne in mehke in so bile mečkan dražje, a ne, plus očala sem imela in sem sovražila očala med gor, enim je to lep moden dodatek, jaz pač ne. I don't like it, športam, ne morem, ne. Pa po lečah skozi suhe oči, pa po moje še malo rahlo sem na tle zabuhla skozi pa je drug dan in pač not for me. Prva stvar, ki jo boste itak naredili, je brezplačen pregled. Na tem pregledu boste zvedeli samo to, predvsem, če ste zdravi, če imate zdrave oči in če ste kandidat. Mene osebno je bilo tega ful strah, da nisem kandidat, ker sem si toliko želela to operacijo in sem bila najbolj vesela, ker sem zvedela, da sem kandidat in pa sem imela čez 2 tedna že operacijo ali 3. Druga stvar je spet pregled tik pred operacijo. Še enkrat grejo natančno čez vse, če je vse ok, če si zdrav, vidijo tudi dejansko naučijo, če imaš možgane zdrave, če imaš kakšne tumore, tako ful je natančen pregled. Tukaj se tudi noben ne dotika očesa, sam velika tiskaj šajna in moraš imeti odprtega in malo potrpeti, ampak drugače vse super. Dobiš na koncu ene kapljice, ki ti take velike zenice naredijo in te svetloba moti, ampak meni je bilo to ful zabavno. Normalno sem bila zunaj, jedla sem, hangala sem v Kopru, nič mi ni bilo slabega, sem pač smešen mi je bilo, to traja neke 4 ure, da se nazaj zbistriš. To je tudi ta pregled, ki ga pač prek mene zdaj dobite zastonj. Torej, po PRK operaciji se ti stabilizira vid tudi tako od 1 do 3 mesece, ampak da je čist crispy kristalen, je tudi tako po pol leta. Ampak funkcionira že ful prej odlično. Torej, kaj sploh je operacija PRK? Poteka s hladnim laserjem in poteka brez dotika. Torej, ta laser ti v bistvu oddelač samo čist povrhnico učati tako spedena, ne vem točno kaj naredi, da ti pol vidiš in te nepravilnosti nekako popravi. Ampak samo čist ko se že reče, na korni, na čist zgornjem modelu korneja. Recimo pri lasiku, kakor sem razumela, ti nek flap naredi in ta flap se dvigne in se potem tudi zapre in se ful hitreje zacel, ampak potem kasneje, če si športnik ali pa da si fighter ali pa da imaš kakšno nesrečo, se ta stvar lahko še zjebe in je mečkam bolj nevaren, nočem vas strašiti, ampak vem, da je marsikoga strah sploh glede šarjenja okrog oči, štekam, mene je zobarja ful strah, ampak meni je to tako, da bi šla až na sprehod pa bi rekla, oh my god, kaj pa če slučajen mi cegel na glavo pade ali pa me slučajen avto zbije. Vedno je možnost. Meni iskreno je bilo, ampak načeloma se ne bo zgodilo. Mene tekom cele operacije je bilo najbolj strah, recimo, ko sem bila
ko sem mogla podpisati tiste liste in je vmes tiska, stokrat piše, da nič ni 100%, da nikoli ni 100%, kaj bo, ker skrbno, ne, jaz pač pričakujem, da je super, veš, to je mene najbolj strašilo do vsega, mene nič ni bilo na nobeni točki strah. Laserje ne čutiš popolnoma nič, ker noter 4-krat dobiš kapljce, da ti uč popolnoma umrtvičijo, tako da ga ne čutiš, vohaš pa se žge, pač ne se strašiti, pač voha se, obviously, ker je organsko tkivo in pač jaz o tem nisem niti razmišljala, niti govorila, mi je vseeno. Med laserjem, ful ste me spraševali, če kaj vidiš, kao da vas je tega strah, mislim, gledaš gor itak, uč ti oni držijo odprti oziroma z tako napravco, ki je čisto popolnoma neboleča. Ne moreš zamižati, ne vas biti strah, ta laser je tudi tako ekstremno hiter, da če bi ti slučajno preč pogledal, se isto tisočinko stotinke ostal in se preneha operacija in ne more ti nič zajebati. No, in med operacijo gledaš gor in vidiš samo zeleno lučko. Na uč traja operacija 30 sekund in ti še odšteva zraven. In ko vidiš to lučko vmes med laserjem, ko dela rada spacane in pa se spet zbistri in to je vse, kar vidiš. Ne vidiš nič, da laser karkoli dela. Edino še, kar čutiš, so potem hladilne kapljce, ki ti jih na začetku in po operaciji vsakega uča stisne uč, tako ful, da ti vlaži, hladi in to čutiš kot hladno in meni osebno je to pasal, ker velne za oči, ampak pač verjetno ne bi vsakmu. In ko se pobereš iz operacijske, pač pogledaš tam, ne vem, uro imajo noter in poj valjda. Prej gledaš, vidiš kazalce, vidiš številke gor in pač itak ni šans. In polk sem se ostala, kuj sem videla, pač ful boljš. Sam ni pa niti približno čisto, ker imaš zabito korne oziroma mora k sebi priti valjda. Zdaj, po operaciji, prvo kot prvo, tisti, ki imate del za računalnikom, pričakujte nekaj časa, da boste od blizu šiti videli, pa sploh ne od blizu, ko ne rečem, takole do kamere ali pa takole, tle imam ekran in do ekrana jaz vidim ful šiti, to bi rekla na pol metra. Je ful vam povečati moram, tako niste še stabilizirali, niste še popravili. Najprej se ti zbistri na daleč in pol kao še na blizu. In ja, imam kar probleme. In malo se še izogibam branju tem stvarem, ker se mi hit začne tako vse miksati med sabo. Pa desen zaostaja za zdravljenjem, kakor lev, pač ta je ful bolj že pri sebi, ta je pa mečkan štorast. Tako smešen je, pa jaz skozi govorim, da sem čorova. Torej tisti, ki delate z računalnikom, pazite, da boste imeli vsaj malo mogoče dopusta, ali pa da je to operacijo, ne vem, četrtek in pa petek si doma in soboto, nedeljo si doma in pa recimo ponedeljek probaš delati ali pa. Ne boste verjetno mogli čisto nazaj, je pa odvisno, kaj delaš. Takoj po operaciji tudi v oko dobiš zaščitno lečo, ona ti pomaga, da te manj boli potem in da se hitrejš zaceli in potem daš to lečo ven po 4 dneh, ko imaš prvi check-up. Jaz sem komaj čakala, da gre ven in sem mislila, da je to ful nek postopek, da je to lečo ven, ampak v bistvu sem jo poj sama tako na hit ven dala tam v ordinaciji, a ne sem bila, oh my god, jaz bi to že prej, ampak okej. Ne smeš. Pa tudi ja, da omenjam tam Biljana in Dragan, če ga boste spoznali, oziroma ni oba Biljanu zihar, ker je zdravnica, je ful v redu, taka pomirjujoča, vmes te miri, govori, da si super, pač simpatična. Prvih 24 ur po operaciji oziroma prvih nekih 30 ur po operaciji mene bolel. Zdravnica mi je rekla, da bo tako, kot da imam pesek v očeh in sem jaz to poslušala, sem si mislila, okej, to zveni ful boleče, ampak nisem se liho strašila. Kako je dejansko boli, tako da pomaga imeti Nalgecin Forte, ki ti ga itak predpišejo. In sem si želela še kakšnega več vzeti, da bi me res čisto ubili, da bi šla sam spat, ampak me je kar nekaj časa tako matrali in prve 2 dni nekako sem bila skoraj samo v temi, ker me je svetloba ubila. Sploh, najsmešneje je bilo, sploh nisem probala iti na svetlobo, šele pojk mi moj rekel, kao, daj probi, mogoče pa lahko in sem en dan, tako, drug dan po mojem sem probala in sem dojela, da sem lahko na svetlobi, sam pač malo suhe oči. Ogromno ljudi, kao izkus, da jim solze tečejo, pa ne ker boli, ampak zaradi tega, ker se oči ful vlažijo, meni se niso nič pač. Nič se mi niso vlažile, nič mi niso solze dol tekle in sem kvečem ful bolj hotla zlivati vse možne kapljce in to. Dobiš pa ful enih kapljc na predpis in na prvo, ko greš v lekarno, bo nekih 40 €, pa še vitamin C boš rabil. 3-4 dan sem šla normalno na sprehod, normalno živela, ful energije se mi je vrnila in mi je dolg čas ratal, ker sem hotela vse početi, ampak še nisem mogla vsega početi, saj tako. Pač, da bi delala, se mi vse še vedno pač meglili in ja, pa ful energije sem imela. V glavnem, počutila sem se top. Po 6 dneh sem začela normalno avto voziti, mogoče še ne bi smela uradno, ampak komot sem ga vozila na daleč, sem super videla, pa tudi šla sem že v gym. Prej nisem, pozabila sem omeniti, da pred operacijo dobiš še pomirjevalo, če želiš. Načeloma ga vsak vzame, ni tak vali, pač lih toliko, da ti bolj chill vse tako.
pa kao 2 tedna ne smeš nositi make-upa. V glavnem po 4 dneh je ta prvi check-up, ki ti dajo lečo ven in tudi jaz sem jo in ti tudi preverijo poj vid. In meni je šel v bistvu iz parcialnega 30%, ker je res šiti, na 80 do 100% parcialnega, ker je že 100-krat boljš, obviously. Ampak prej sem omenila, predvideno je, da moj vid pride tam do 150%, ker je briljanten, tako da so pa tudi pacienti, ki so imeli 4% vid ali pa skoraj čisto slepoto in so samo obrise videli, so jim prišli na 150%, kar je bolano. Glavno, ko mi čakam, da se to zbistri do konca, da bom videla, ko sokol. Predvsem se veselim, da na blizu začnem videti, kako zdaj MMS. Je pa nekaj najlepšega, ker začneš spremljati svoj vid, kako se izboljšuje. Znano pri tej operaciji, da niha kakšen dan boljš, kakšen dan slabš. Ko zapreš oči boljš, potem slabš. Ampak vsak jutr nekako sem ful boljš videla, kot tekom dneva pa. In sem vsakič šla gledati tablico od avta, če jo že vidim, torej iz bajte tle do dvorišča, to je tako 20 metrov ali še več. In sem pač prvi dan nisem prebrala tablice, tretji dan sem dala svoje staro očala gor in sem pojavila tablico in sem bila na fuck, jaz si želim brez očala tablico videti. Zakaj še vedno očala delujejo, veš? In pa zdaj, recimo 7-8 dam že kristalno vidim tablico od avta in sem pravno, pač, to so moje oči. In pa skozi misliš, da imaš not leče ali pa očala in pa pridem v gym in ker vidim podnapise na televiziji, tako full delač. In sem kar kako dobro, ko imam leče not, ne? In pa dojamem, pač so to moje oči in je tako, top, pač res top. V glavnem, če vas je strah, pejte najprej tja, preverite, če ste kandidat, spoznajte ekipo in se naprej odločite, ne biti tako, ne. Prvo pregledajte zastonj in zveš fulejnih informacij in sploh, če ste tam blizu doma, just go. V glavnem, ne pozabite še enkrat, prek mene imate tisti glaven pregled zastonj. In če zdaj ne poslušate, kaj vam govorim, kakšen je popust, tam rečete, da ste prek Alenke Trogalič in vam bojo že razložili. Tukaj bom probala najti primere res in moje dioptrije in kako sem jaz dejansko prej videla na daleč in kako zdaj vidim, saj to, da si predstavljate, kaj nam dogaja, ker pač ne vidimo. Zdaj pa še par glavnih vprašanj, ki ste mi jih postavljali. Prvič, me je bilo kaj strah, kakor sem rekla, strah me je bilo sam, ki sem podpisovala v obrazce, ker ful je poudarjeno itak vse, da ni 100%, da je morajo zagotoviti, da boš videl bla bla bla, ne. Ne vem, zakaj mene osebno je samo to strašilo, drugače pa absolutno nič. So mi rekli, da sem mogoče najbolj chill pacient do takrat. Čeprav pa je tik pred operacijo sem bila vesela, da so mi dali tiste vali, da res ne razmišljaš nič o operaciji. Meni je bilo prvo, ležala sem, gledala zeleno lučko, I don't care, I feel safe, pač kva pa bo. Glavno, taka sem jaz, vem pa, da ni vsak. Drugič, bolečine od 1 do 10. Med laserjem ne čutiš, mene je ful motil na pregledih tiska, ti šajna uč in si pač slep, takrat in meni je ful težko imeti uč odprt sama od sebe, ne? Ker pač me začne in to je tako, to ni lih bolečina, ampak je ful annoying. Sem pa takrat, ko me je najbolj bolela po operaciji, prvih 24 ur, recimo, sem razmišljala, kako vam to razložiti in je res boli. Jaz bi rekla, ne moram reči 10, ker me je že marsikaj bolj bolel, ampak je pa 8-krat tako, tiskaj se res fuck, ne mine, pač boli. Tako vam jaz povem, če vam nekdo rekel, da ni toliko bad, da pač pričakujete, da lahko boli. Ampak imaš v glavi, da res to ne traja dolg, pač huker. Koliko moraš biti star? Evo, vse pogoje vam jaz tle gladko dam na ekran, tam od 18 do 50. Imaš lahko ful razpona dioptrije, za PRK je več ljudi primernih, kot za druge vrste operacij. Tako da vam dolg ne razlagam, sam preberite si na ekranu. Pa tudi, kaj vse odpravljajo, torej kratkovidnost, daljnovidnost, starostno slabovidnost in pa astigmatizem. Torej, astigmatizem je cilinder. Eni smo sprašvali, ta lahko po operaciji slabš vidiš. Mislim, vse je možno, no sem načeloma ne, pač to je res toliko majhen procent, da se nekaj takega zgodi, veš. To isto, da greš na full simple operacijo, ne vem, šive nares in pa če slučajno mi eksplodira rana ali pa, ne vem, črvno telesa. To se zdaj ne gražno slišalo, ampak hočem reči, da to meni isto, da bi šel plavati, v Slovenski morajo preko skoraj kvapače morski pas. Ne vem procentualno, koliko je možno, ampak mislim, da sta 2% ljudi, torej 1 na 50, ki se mu vid ne izboljša kao od une mere, kakor bi upal, kao malo manj ali še zmeraj boljš. Ne vem, te stvari res zdravnico vprašate, nam je skaj tle zabluzila. Zame je že zdaj boljš, kakor sem rekla, veliko boljš, kakor prej, očal ne rabim več. Na bliz se pa še bistri, tako da če kdo je želel vam update, napišem tam po 1 mesecu, 2 mesecih, ko bo to vse do konca zrihtam praktično. Do takrat pa pridno
kaplan kapeljce not in vse ostalo, kar moram. Res upam, da nisem kaj pozabila. Če sem, bom brala komentarje dol in vam odpisujem, najraje podpisujem ali pa odgovarjam na Instagramu, ker ful hitro lepo voice pošljem in mi ful laži. In ful bolj osebno se vam lahko posvetim. Še enkrat, jaz nimam nič od tega popusta, vi imate, torej, če prijete tja, da ste prek Alenke Troglič, dobite tako 13% popust na celo operacijo. Morate se pa jasno odločiti za operacijo, ne pa sam, da ta pregled čez pa reči, jaz bi zdaj ta pregled za ston imel, to pač ni opcije, obviously. Jaz res upam, da je to to. Se gledamo v kratkem, jaz sem zdaj na morju, ko vi to gledate, vi tudi uživajte poleti čim bolj. Alien Mama out, aj čau!